Rdeče je bila prvič. Lidijo sem pa videla, ki je bila še rudica. Nisem. kar jim je ušlo. In je pač vsaki zakon pokokin na to bom jaz povedal. Dobro, lepo pozdravljeni tukaj, malo tišine bi prosil, drugače se ne bomo slišali. Lepo pozdravljeni tukaj ob, kaj je tole? Mlinščica. Kako so pa to vodo naredili? Na roke so skopali tale kanal iz Bistrice sem. Kaj se je pa tukaj dogajalo? Ob Mlinščici. Kakšen ve? Kaj je bilo tukaj? No? Tukaj so imeli kaj? Mline. Saj že ime pove, Mlinščica. Pa so imeli žage. Pa so imeli kaj še? Imeli so vodo, da so lahko napajali živino, lahko so pa imeli tudi vodo za pranje perila. A je bilo včasih, a so bili ti stroji, ki jih zdaj poznamo, da peremo na 90 stopinj, pa na 60 stopinj? Tega ni bilo. Ja, kako so pa pol? A so umazan hodili? Ampak so kaj delali? Prali so in kaj? Tukaj, v tem potoku. Kako so pa to delali? Ribežen, to je riba ali kako? Iz tega izhaja to? Ne. Kako? Pri kolikih stopinjah so pa lahko prali? Tukaj je bila voda. Pa ni bilo napisan gor, za tolikle stopinj je to. Kako so pa umazan pariv? Kakšen pariv so pa še imeli? A so oni tudi pred 100 leti kakali pa lulali, koliko vi? Kaj so pa delali? Ne, po jarsko se reče, so sral in scal. A vi tudi lulate v pleničke, ste prej, ampak zdaj imajo pampers pleničke in te pleničke vržemo v kontejner. Včasih so pa prali na tem potoku in kaj so naredili? Najprej so jih skuhali, pa ne dojenčke, ampak pleničke so skuhali. In to so imeli take žehtne piste, so jim rekli, in noter so dali kaj? Milo, kako se pa reče po slovensko? Žajfa, a ne? A znamo žajfa in milo? Znamo. No in zdaj bi jaz pokazal, kako so včasih ob tem potoku za gospodo prale perice. Kdo je bila gospoda? Tisti, ki si sami niso smeli umazati rok v Mlinščici, ampak so dali drugim, da so prali za njih. Kaj so pa prali? Včasih so bili gospodje, so imeli bele ovratnike, pa so imeli bele manšetne in so bili zelo urejeni. Ampak tisti, ki niso imeli zadosti denarja, kaj so naredili? A so imeli srajce? Sploh ne. Ampak so imeli samo ovratnik, pa manšete, tisti so dali oprat, od spodaj so bili pa napravljeni, tako kot je pač bilo takrat. A ste že bili kdaj v starih gradovih? No, a ste kot videli kopalnico? Kje ste ti videla kopalnico? V katerem gradu? Ampak ni bilo to v Sloveniji. V Sloveniji govorimo? V Topolšici, to je že mlajši grad. Ampak včasih sploh niso imeli kopalnic. Kako so imeli pa stranišča narejena? A so imeli papir, toaletni papir, pa je gor pisali taloma? Kako? No, ko se reče po jarško, skret naš štrbunk. Kaj? Ko si šel na WC, si se usedel gor in je padel dol, kar je padel, ampak ni bilo treba vode potegniti, ni bilo treba papirja uporabljati, ni bilo treba nič, zato kaj? Roke umivali smo se pa kako? Ja, z listjem ali perjem. No, zdaj bi vam pa jaz predstavil, kako so včasih te stvari potekale in bi naše perice, ki so
že pripravljene, pokazale, kako se je ta stvar dogajala ob tem potoku, v tem potoku, zdaj kaj delamo noter. Samo dajemo stvari, ki jih ne rabimo. Včasih je bil pa to zelo uporaben potok in zdaj bi prosil moje prijateljice, da pokažejo, če bi pa kdo še kaj vprašal, potem vas bom pa z veseljem sprejel. No, zdaj pa peričice. No, periče, pridite. Nemo. No, A prave? Jaz bom prava, Prava? ne bojo pa prale. Mi bomo pa. Jaz pa mi. suha so imele roke zmrzne ali pa kakšne že, mokre sigurno. Ampak imele so pa dobro voljo in so prale. No, zdaj pa pogledajte, kako se je včasih to dogajalo. Ja vem, kaj se Pa bi prosil, če kakšna še kaj komentira, da ne bom se jaz govoril, ker jaz ne znam prati. Jaz na roke zelo težko, še sploh ne znam preklopiti. No, kakšen stroj je tole? Ribežan. To je Perivenk. Ali pa Ribežan. Rivenk je tole. To je veš mašin, tiste je pa Perivenk. Zato, kaj pa je tole? A je to mašina? To je pa škaf. No. Ali čebr. No, zdaj pa pokažite punce, kaj znate. Na. Od tam tale, ali pa na Perivenk. No, uporabljali so tudi milo, kako se temu reče po slovensko? Žajfa. Kako so jo pa delali? Delali so jo iz masti in je treba bilo lužni kamen zraven še dodati. Zato pa prepeliko. Pepeliko, to je pepel, to je lesni pepel, ki so ga uporabljali zato, da je bilo perilo čim bolj belo. Zakaj pa belo? Ja, saj so hoteli vsi imeti belo perilo, ampak če je bilo umazano, so rekli, to pa ni dobro, ponovite in še enkrat so šli potem prati. No, potem so to milo delali kako? Ko se je doma nabralo zadosti te masti, ponovadi je bila to goveja maščoba, so to skuhali, temu se reče loj, so skuhali in dodali zelišča zato, da je dišala žajfa. Kaj je žajfa? Milo. No, in tako so si pomagali, kar je bilo pa tazga, ki je bilo malo bolj nekako umazan, so pa skuhali na štedilniku ali šporgetu po slovensko v takih velikih posolah in iz tega se je lepo prijetno kadilo, ker tisto, kar je bilo od dojenčkov ali pa od vas pokakan pa polulan, so oni skuhali tem milom, kako se reče, žajfo, in potem so šli tukaj na ta potok in oprali in bilo je lepo, brez tega, da so imeli kontejnerje, ki je to ni podlažal, ampak vse stvari so potekale po naravni poti. No, zdaj pa gledajte, kako se to. Se je treba ožemati. A bi vi to delali doma? Pa ki je minus 20 stopinj, je tale mlinčica zamrznila, kako so stolet razbili in potem so šli prat, zato da so bili čisti. Vsaj ob sobotah po nedeljah so rabili, da so čisti. No in takole so naše babice, prababice delale in se mučile. Kaj imamo pa danes? Imamo pa internet, pa otipkamo, kdo nam bo opravil, kdo nam bo slikal. Ja,
ampak to vse stane, potem pa pravimo, da nimamo denarja, da nimamo za te stvari, za one stvari, če pa delamo tukaj, voda nam teče vsak dan, vsako uro, vsako minuto, pa jo ne znamo uporabljati. No, poglejte, zdaj bi pa mogoče še tale naša parica povedala, kako so včasih, a veste, kaj je to štirkanje? Da so vse stvari stale po koncu. Za narodno nošo je treba poštirkati, da se lep pa zaobr so včasih rekli. No, zdaj bi pa prosil, če poveš, kako se to štirka. Zdaj, če so hodili, da je lahko belo perilo, da je bolj belo, so ga še prej vinkla, litiko, so htili take plave. Kukor se je kdaj med bele sune vzpletvajne, belo perilo in je bilo bolj nekdo plavil. Eni so pa to plajhali, so pa na te perilo namilili, nažajpali in dal, kadar je bil sonce, po lepi travi in so iz tist bolj rusili in se je tako perilo na soncu belilo. To so pa še enkrat splasili, ubrali pa skuhali. No, to štirkanje je pa drugo, škrobljanje ali štirkanje so pa, recimo, za bolj moške vratnike, moške manšetne, ženske bluze, ušpet, za narodni noši, tiska mora biti srajce lepe, spodna krila pri ženskah. Včasih je bila ženska ne suhe, niso bile suhe, lepe pa fest. So bile take, bolj pa sebi. Kukaj smo mi? Fest, ja, kukaj smo mi, take so bile, da prave. In tiste, ki so bile bolj suhe, so v 3-4 kikle oblekle, uštirkane od spod, da so bile kot krinoline. No, in to se pa štirka ali škrobi s štirko. So pa belo moko skuhale, pa mešale, ne kot žarce, ampak čist manj. Potem pa precedile in tist dale v mrzlo vodo in potem belo perilo, kar so hodili, da bo trdo, ali pa kot te prtičke, in so iz tist dale potem tist stakati, tako namočiti malo, pa stakati, pa kar na štrk desati, pa na pol suho, če je vlažno ali pa kajčno, so tist likale. In to je poškrobljeno ali poštirkano perilo. To je to. No, malo se slišal o tem, ker vam samo povem eno skrivnost. Mihaela, mojo narodno nošo, v bistvu njeno narodno nošo, zmer pa prav, da sem lep, čeprav mlad sem še lep, pa nič več, ampak je pa stvar o tem, da tega postopka jaz ne poznam, ona ga pozna. In vse tile moje gospodične in gospe znajo lepo prati, imajo moške v redu, ker zdaj pa kaj, za svojega delovo rabimo kaj, tangice, a ne, so zdaj moderne, ker ne veš niti, a je to kaj, samo špakca, pa tisto opereš, pa je vse v redu, ampak včasih je bilo pa malo drugače in zdaj je pa tako, a ne, zdaj bo pa sušilc za laufo. Sušilc je pa to, a ne, zdaj imamo sušilne aparate, včasih je bilo pa tako, da ko je bilo perilo oprano, potem so ga pa obesili, pa so gledali, da niso muhe prišle zraven. Zakaj pa muhe? Zato so spet pustile svoje pečate, a ne? No, ampak ker zdaj muh ni, ker je tako vreme, jaz mislim, da se bo tole perilo posušilo. Bi pa rekel še, če ima kakšno vprašanje, fantje in dekleta in tovarišice in tovariša pa danes ni. Ne. Ja, včasih je pa zmeraj bil. Še eno mogo. Vsem dati. Veš kaj, tele tlače. Ja, pa še eno naprej potegam, ja. To imaš za dosti velik, dolga špaga.
A bo še na potegnu, Iko, daj na ta drevo probi. Kar jim je ušlo. In je pač je šlo naprej na Hrvaško. Je pač ta rečetka, da veje, da listje in tudi tiste, ki ste poskušali, da bi so na takih zapornicah Lušna srajčka, veliko nočna. Ti zapornici so bile, da naprej nisem mogel. No, doma še to Kako? A kako? Lepo na brežini pa so bili pri prvi zapornici, mi smo rekli temu po slovensko zaturnica. Pri prvi zaturnici, če ni bilo, smo šli na drugo zaturnico. In ko smo tam najdeli, smo rekli, da smo pa dobili. Določene stvari se pa sploh niso nikoli najde. Zakaj? Zato, ker so uvod počakale in ko se je kakšna stvar zaradi temperature napihnila, nabreknila, je šla na zapornice. Tako da voda ima čudežno moč. A veste, kaj so včasih delali? Če je kakšen prašič bil bolan, kaj so pa naredili s prašičom? Ja, poginul je, ne? Ampak kaj so potem naredili? Kubase. Potem so ga dali pa za en teden v tole vodo, so privezali to slugino in po enem tednu je vsa voda, ki je šla mimo, odplavila vso bolezen. In zakaj imamo najrajš kranjske klobase? Zato so dobre. Ampak kako so pa nastale kranjske klobase? V Trzinu so nastale. Zakaj so pa v Trzinu nastale? Ker so tam največ prašičev dali v šato, to je mličica, in so jih privezali za en teden v vodo in ko je voda vse te snovi splavila ven, so potem delali klobase. Ko je dobil prašič, ena taka bolezen je bila rdeča, so jim rekli, je prašič postal rdeč in je poginil in iz tistih, kar je ostalo, so delali kranjske klobase in zato so trzinske kranjske klobase z vodo povezane. Čeprav še Trzinci tega ne vedo, jaz pa vem, ker sem določene ljudi vprašal. No, tako da jejte kranjske klobase, ampak te niso v mlišci ali pšati, ampak so naše avtohtone. Tako, še kakšno vprašanje? Ne? Če ne, bom rekel, pridite, ja, ti imaš še kaj. Kranjske klobase so iz prašiča narejene in ene so narejene še potem z dodatkom govejega mesa, kranjske klobase so pa prašič, je kaj noter? Je slanina, je najboljše meso, ampak to so potem recept dobili. Kaj gre pa še noter v klobase? Česen, čebula. Poper. Ne, čebula ne gre, gre samo česen, čebule pa ne. Pa poper gre noter. Pa sol. Ja, malo jih je treba posoliti, potem jih pa naredimo, potem jih pa damo v dim. Zakaj? Zato, da ostanejo sveže. V dim jih damo pa zato, ker meso, ki je prekajeno, dalj časa zdrži, ampak ko je enkrat prekajeno, zdaj gremo od vode stran, ko je enkrat prekajeno, potem se pa klobase začnejo sušiti. In kako smo jih včasih shranjevali, ko še ni bilo zmrzovalnih skrinj. Dali smo jih v žito zavili v papir in ostale so sveže do drugih kolin. No, kdo ima še kaj za vprašati? Ne? Potem bi vas pa prosil, lepo previdno čez cesto, tam ne vas pa čaka štrudel. Pa za pit. Je bilo v redu? Ja! No, zdaj pa še bolj. Še boljše je! No, seveda. Samo previdno čez cesto.
Izgubila ti ta račun. A ja, Kaj pa še porivam se ne? tole. Saj tale gospod vse ve, kaj porivam, pa vse. Ne vem, če ti vi dobro. A ne, da veš? A ne, da ne. Pa je prijun, pa pa škof. Vem. To se nam zdaj pogovarjava. Evo. To imam pa ne raj dela. Opa! Vidiš, noč več to buzi, noč več. A to je osnovna šola Rodica? Ja, teden otroka. A teden otroka imate Torej, zdaj? teden otroka, ja, smo prišli na ta ogled. Kazan še bili na Liškem, so bili z etnografskega Je bil krožek. krožka. Ne? Ja. Aha. In to so vas zdaj z Jarše Rodica, z turističnega društva obvestili, da bo to danes tukaj ali kaj? Ja, že vsako leto pridemo, tako da že vemo, že smo navajeni tega oktobra. Aha. In to, kere razrede to imate? Tretje, četrte? Danes so tretji razredi. Tretje razrede. Jih je kar precej otrok. Koliko jih pa je? Trije razredi. Trije Pa nas razredi. je 50. Okrog 50, pa spremljajo tršice. Pa 40. A čitelce. Ja, super. Fino. Čaj pa te štrudle pa to so dali v tukaj z... To imamo kompenzacijo. Aha. Če vzameš za štrudel, kaj je s tem? Je bilo treba pač nekaj dobiti. In drugače prostor, pa delo, pa vse te stvari, materialne stroške pa nekako skušamo kriti iz društva. Štrudeli so pa prispevali Stašičarna Razkošnik. To so pa vsak let, oni to nam pripravijo za otroke in tudi te sokove pa te stvari, tako da pač delamo z roke v roki in tisti, ki prije tleke torto naročiti, ve, zakaj je pa razpotnik najbolj torta. In tudi Mlinščica, mislim, mesto za pranje v Mlinščici je tudi pri Razpotniku. To je pa Razpotnikovih, ker so tukaj naredili tole brv, zato da se pač otroci lahko tukaj seznanjajo s temi stvarmi, kako je bilo včasih in kako bo še naprej, če nam bo tako lepo šlo, ko nam gre. Ja. Ker Bratoškova je zdaj pač položila izpit, upam, da ga bomo v petih popolne srečali, da vidimo, kaj bo, ampak če ne veš za solarno energijo, kakšna je, pa tudi za pranje oblic, ne moreš imeti pojma. Ja, pa bom pa res na roke naprej pral. Bomo pa na roke prali. Ne bomo sam gum pritisnili. Pa gledali nekoliko temperature. Ja, tako pač je. Tako je na svet, kot na zemlji. Skoro, ker smo poreme, ampak... Ne, vse je dobro vreme, kaj? To je fajn. Saj ni tako vroče. Vsak let je bilo prav vroče, no, zdaj pa lih prav. Lih prav. Lepo. Malo kaj povejte, sem slišal, da ste štrudel prispevali. Ne, čak. Sem zelo vesel, da ste prišli takole, sem pokazal tele stare običaje, pa da ste otroke pripeljali, da tole vidijo. Jaz sem sam spekel štrudel, drugače pa je pa moja mami pripravila ta stol. Mami je pa ta Marinka, tale gospa. Drugače pa se veste, brez paric turističnega društva Jarša Rodica danes ne bilo takole prav fajn. To je res, ja. Bi vas vprašal, sem slišal, da to zdaj že več let imate to, kako to, da ste se odločili za to stvar, lepo stvar ohranjanja te kulturne dediščine. Ja, veste kako, otroke imamo rad, ne, pa vnuki smo imeli smisel šol, pa to, pa smo pa kar to začeli. Zdaj pa se tradicija nadaljuje, a ne, pa te smo pa kraj, pa tako da... Pa voda tudi stalno teče, če glike druge suša, tu voda teče, Voda ne? teče, tako da ni problem zopret, ja. A to se kdaj, že mislim v prejšnjih časih še
ste imeli kakšen mlivi tu ali nikoli niste imeli? So pa verjetno kje tukaj zadnji imeli, ne? Ni pa to. Te pa ni Vi samo slaščičarno imate fejs priznano, to vem, kaj vsak reče, da gre po torto, za kakšne roje sedijo pa tako razpotniki, ne? Tukaj imamo kar lep prostor, tako pa malo spečemo, tako da ni problem, da otroci malo bolj z veseljem pridejo. Vse veste, kako je. Nimajo sam knjige rata, nemajo tudi kaj drugega. To pa je, ja. Tako. To punce. Operice, evo. A je v redu bilo? Super, fajn prikaz. Samo nekdaj, jaz vem, ker tudi pri nas so tam v Črncu prali dosti ljudje, ne? Ja, in pol, da so pač starejši bili, so vse imeli tiste prste. Vse zmrznene, Ja, zvite ne pa tudi prste. zvite prste, revmo pa to, ja. Zato je pa to, nekaj se v tej mrzli vodi pere. Včasih se govorilo revmatizem, ali pa potem so pa rekli komunizem. Pjete, Marija, pomagaj, še meni malo, še Je to. In ko ste mlajše bile, ste tudi kaj tak prale ali? No, mi že ne, verjetno toliko. Ja, jaz sem še kar, jaz sem pa Pa jaz pa prava nisem, ampak vidva pa mama pa sestra so stari. Ja, nisem naše mame so prale, recimo Ja, moj starši tašča so. moja v dol za dol. Moja sestra tudi še na roke. Jaz sem še koše, sem pa še nosil. Ker so imeli tiste neizvire rače, je še zmr narejen virenk, se reče. In so tri betonske kamni, pa bazen narejen, da so bili tam za spirati. Prej so pa doma kuhali. Ja, to ste s košom perilu tja prinesli? Ja, to prvo so doma kuhali, so skuhali tisto, kar je bo za skuhati, ne. So pa kjer, jaz sem rekel, za splakovanje, ne. Ker to je bil čisti zvir rače. In so kjer nosili, pa so tam potli še malo pridrgali, malo splakali. Otroci smo bili pa, kjer je bil tu kvelek, že pa koš na ramo pa nosi. Ja, pa nihče ni rekel, da mučite otroka, ne? Da malo dela. Ne, to ni bil ven mučenje otrok. To je te danes, če mora pol kilometra peš. Ja, mi smo 7 kilometrov hodili peš, ne? Zato v 7 od doma, da smo bolj prišli do 8. Smo prišli na konc, mislim, za ovinkam smo pogledali na cerkev, na turen koliko je ura. Ja, saj zato pa so vedno rekli, za reveže je na turnu ura, ne? Ja, si, v Moravče, Kijevo iz Prikre so hodili. Ja, mi pa z Limberske, ne? Pa z Limberske, z Javorske. Ja, vse, Te vse peš hodil. Pa ni važno, je bil sneh ali karkoli. Gremo. Vse peš. To ni bilo tiste depo. Vsi so bili zanjeli 3 metre. Pa kombi pa avtobus pred hišo, ne? Bilo je pol, ker smo bili že tam 6., 7. razredi so iz Pič, ki je avtobus so pol 8 vozil za Domžale. Redna linija. Di so se iz Pič dol pripeljali. Otroci, ne? A ja, iz Pič, ja. Kaj te bo pa že bolj neki, ne? Tam ste šli v zadnjo. Aj, tako? Tička pokaž, če ga imaš. Kaj še enega? Pa solatom kar na pohod. Evo. Evo, mi smo, hvala vam vsem. Tako, srečno. Dio. Srečno. Otroci, še tule se zahvalite. Hvala lepa za vse, krasno je bilo. Pa mogoče se drugo spet kaj vidimo, prav, da mogoče na ličkanju, ne? Ja, lička pa druge. Ja, prav, ja, gospod je rekel, da mogoče pa drugo vidimo tam. Hvala lepa za vse, nasvidenje. Srečno. Kar pa torte prite. Srečno. Srečno.
Sem bil tam, 3 ure sem stal, da sem usmerjal promet, ne? Ja, en mora biti tudi za to. Tudi za to mora biti, ne? Vse je potrebno. Vsak kamenček v mozaiku naredi mozaika. To ne moreš biti kar tako. Še škaf nahvamo frazen. Evo, tako. Dobra, lej, čakaj. Te jaz pa tleh kubrava, ne pošvati sam. Vzem v roke. Štof, evo. Tam sem na tleh kubrava, pa sem nahvamo dava za svitek. Je, takole. Pa pojdimo, dam. Opravili smo, ne? Tako je. Da še težje nosiva, pa da malo kurit tekva. Tako, srečno, perice. Ja, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala. Da se bomo spet videli med Domžalčem. Ja. Zdaj pa bo to? Bo že jutr.